Lep pozdrav v podkastu Mastercard Športne akademije in v bistvu tak je, ne? Zdaj tukaj sva, na dveh stolih sediva, sproščena in v bistvu na koncu ene generacije Mastercard Športne akademije, ki je trajala kar nekaj časa. Zato morda, kakva je tvoja misel po vseh teh mesecih in tako naprej, kje smo mi dva zdaj? Ja, mislim, da akademija mi je res veliko dala. Res je bilo odlično, da dejansko lahko vidiš pot od tam, kjer si začel, pa kjer si zdaj, da sedim tukaj z vami, se dejansko pogovarjam o tem, kaj vse smo skupaj preživeli. Mislim, da je to bila res ena boljših izkušenj na mojem življenju. Pa ful sem hvaležen, da sem to doživel zdaj, ko sem še mlad, ko to bo res ostali lepi spomini. Povezal sem se z drugimi športniki, nekaj sem jih že podprej poznal iz svojega športa, iz drugih športov. Nekaj sem jih na novo spoznal, spletla so se res neka pristna prijateljstva. Tako da mislim, da je to res ena top zadeva. Spomini in pa znanja. Se pravi, zdaj znanja, nekaj sklopov, malo smo se pogovarjali, malo smo predavali, malo smo delali. Kaj posebnega? Bom rekel, kak sklop poseben, ki je bil na začetku, se pravi, dost povezan z nekimi osebnimi pričakovanji in danes, ko je vsega konec, kaj posebnega, kar bi izpostavil? Ne vem, jaz bi res izpostavil način dela, kak vi delate dejansko z nami, da dejansko smo prepuščeni samim sebi, ampak nas vi nekako usmerjate. In dejansko se moraš sam nekako najti pravo pot, če pa pač ne gre, se pa obrneš na vodstvo. In to je res en tak zelo velik plus v tej akademiji. Imeli smo, se pravi, nekaj sklopov, eni so bili bolj fajn, drugi malo manj, ampak en je pa bil poseben, ker je bilo treba nekaj delati. Se pravi, sklop moj prvi posel, kako si ga ti doživel? Bilo je nekaj nalog, bilo je, jaz pravim, malo smo vrgli zadeve v vodo, zdaj pa plavajmo, ne? Ampak seveda malo pod mentorstvo. Kako si videl vse skupaj? Mislim, ta moj prvi posel mi je res veliko dal. Veliko sem se novega naučil, veliko sem spoznal, veliko sem se tudi od drugih naučil in tudi pač na svojih lastnih napakah. To sem doživel zelo tak pristno. Res mi je bilo fajn, ko sem probal nekako snemati te videe, sestavljati skupaj. Tudi, ne vem, moj Adi mi je ful veliko pri tem pomagal, moja punca, ko se pač malo bolj spoznata v to, no. Tako da res je bilo fino, no. Torej ste nastopali kot tim, ja, pravzaprav v ozadju, ne? Ja. No, to povezuje, ne? To povezovanje. Je morda kaj takega, kar si pa pogrešal? Zdaj, ne vem, vsak ima različnih športov, prihajate, različne imate ideje o tem, kaj bo jutri. Je bilo kaj v tej sezoni akademije, kar morda je tebi manjkalo, ali si pričakoval kakšno znanje, ki ga ni bilo, mogoče kak nasvet nam? Mislim, znanj, ki ste nam jih podali, je bilo res ogromno. Veliko smo se naučili v tej akademiji. So pa neke stvari, ki bi jih pač jaz osebno si želel malo več. Naprimer, ne vem, že tako pri športni prehrani, tako so že nekateri preomenili. Ne samo o teh prehranskih dopolnilih, ampak tudi, ne vem, kako si pripraviti obrok, ne vem, ko si mlad, ko še nekako ne znaš na to tako fajn gledati, kako si pripraviti obrok sam, da bi bil ustrezen tvojemu športu in, ne vem, tudi tvojim potrebam. Dober proteinski obrok. Ja, dober proteinski obrok. Recept. Točno tako, ja. Ja. Dobro, okej. Zdaj bomo vzeli na znanje tudi to. Zdaj, ko gledava morda še malce naprej, tvoja pot naprej z temi znanji, za nekaj si jih verjetno že implementiral. Imaš kak plan? Definitivno bom uporabil vsak del znanja, ki ste mi ga podali tukaj. Največ pa mislim, da bi mi pomagalo znanje na področju športne psihologije. Sodeloval sem že prej z enim psihologom, on mi je tudi že ogromno dal, potegnil me je ven iz tiste črne luknje, ker takrat sem bil res na dnu. In zdaj sem pač tu in sem res hvaležen tudi vsakemu strokovnjaku tu, ki mi je podal neko znanje.
in mislim, da ni znanja, ki ga ne bi uporabil v prihodnje. Odlično, se pravi, to je tudi namen. Ne? Se pravi, zdaj izziv zadnjega vprašanja je zmeraj takšen, kakršen je. Ampak bomo še šla enega pred tem, in sicer nove generacije, novi člani. Na nek način vsi, ki ste delali ali pa ste sodelovali v teh nalogah, ste tudi kazali nek svoj jaz te akademije, bili ste obraz. Ljudje so vam sledili s pomočjo družbenih omrežij in tako naprej. In najverjetneje vas bo tudi kdaj pocukali z rokami in vprašali, ok, kako je, se splača, se ne splača, kaj imamo od tega, nimamo nič od tega in tako naprej. Kaj je tvoje sporočilo? Definitivno priporočam vsakemu mlademu športniku, ki želi en korak več narediti, da bi bil en korak pred vsemi, kar je pri športu zelo pomembno. In dejansko priporočam vsakemu, ki na to pomisli. Jaz sem se dejansko vpisal brez premisleka. Sem rekel, jaz si želim, dajmo probati. Mislim, to je isto, ko v zadnjem Top Gunu filmu. Točno tako. Ne razmišljaj, naredi. Ja, točno tako. Naredi. Dobil sem, ne vem, od prijateljev, ki so že bili v akademiji, sem dobil nasvet, daj pojdi, izkoristi, ker je zelo dobro. In sem pač šel, sem se vpisal in pač zdaj sem tu. In bi res priporočil vsakemu športniku, da se vpiše, ker to je ena taka izkušnja, ki jo nikoli ne pozabiš in ti da ogromno znanja in tudi, ne vem, na koncu koncev skleneš neka prijateljstva, ki lahko trajajo večno. Kaj pomenijo ta prijateljstva tebi? Meni to pomeni vse. Ne vem, v športu je zelo pomembno, da imaš ti nek krog prijateljev. Ne vem, iz mojega področja rokometa se dejansko opaža tudi na tekmah, da ni vsak nasprotnik tvoj nasprotnik, ampak je pač tudi tvoj prijatelj. Na igrišču smo nasprotniki, na igrišču smo prijatelji in to je pač zelo pomembno. Tudi v športni akademiji je nekaj rokometašev, ki smo se že poznali odprej in smo pač bili v takih situacijah in tu se še enostavno še bolj povežeš, ko vidiš, da imaš neke skupne cilje in to je res odlična misel o prijateljih na igriščih in tako naprej. En stavek za konec o vsem skupaj, vem, da je težko, v en stavek zapakirati eno to pot, ampak dajva probati. To je dobro vprašanje, ja. To je zmeraj dobro vprašanje. Ne vem. Dejansko bi to lahko opisal kot neko pot v hrib. Zakaj? To pa moramo razčleniti zdaj. Ja. Zakaj pot v hrib? Ti na začetku, v vstopu v to športno akademijo, si prišel, ne vem, kot nepopisan list papirja. Okay. Z malo znanja, ne vem, nekaj znanja itak si že imel. Ne vem, na področju športne psihologije sem že imel nekaj znanja, ampak ko pa pogledam zdaj, ko pogledam nazaj, kaj vse sem pridobil v tem času trajanja športne akademije, pa dejansko vidim, da sem zelo napredoval na vseh področjih, ki pač smo jih obravnavali, moj prvi posel, prehrana, tudi športna psihologija na vse zadnje, mediji, dejansko vse. Se pravi, ko si stopil v hrib, si šel na tikačih, zdaj imaš pa prave gorske čevlje. Točno tako. Hvala lepa za podcast. Hvala vam.